Občina Razkriž je umeščena med reko Muro in slovensko-hrvaško mejo v Razkriški kot, je nastala leta 1998. V letih samostojnega delovanja jim je uspelo veliko. Navkljub svoji majhnosti se uvršča med najbolj prodorne slovenske občine. Delež mladih v strukturi prebivalstva je 18-odstoten. Vključujejo se v različna občinska društva. Eno izmed njih je kulturno-umetniško društvo Razkrižje s svojo folklorno skupino. Mi delujemo že 35 let, se pravi od leta 1979. Večinoma smo mlade v tej folklorni skupini, družita pa nas predvsem ples in petje. Tako dolgo se ohranjamo zaradi tega, ker hočemo nesti naprej to doto naših prednikov, ki so jo, prenesli na nas. Zelo pomembno se mi zdi, da ohranjamo tudi te plese, zato ker je razkriška folklora pa nekaj posebnega, ker glede na to, da je na nekem takem malem območju, ima prav svoje plese in se mi zdi, da je to pomembno, da se nese nekaj takšnega naprej. Večinoma smo mlade. Kaj pa je tisto, kaj mlade privabi k temu? Po mojem to, kar so že tudi za časa študija, so že ene par jih je probalo plesati. Vidni smo tudi marsikje, ker se udeležujemo skoraj vseh prireditev, ki jih občina organizira. Tudi gremo na kakšne prireditve izven občine, tudi izven države, če gremo včasih kdaj. Mislim, da je to, pa predvsem to, da se družimo. Ni za toliko neki nastopi, nekaj takega, ampak gre se predvsem za druženje in da se imamo fajn, da nekaj ustvarimo, da nesemo nekaj naprej. Bi lahko bil razlog tudi v tem, da ni kaj drugega za početi za mlade na Razkrižju? Mislim, da ne. Mislim, da se za vsakega nekaj najde. Tudi občina je taka, da ogromno stvari organizira. Zdaj, ko imajo občinski praznik, imajo prav en mesec občinski praznik, tako da vedno so neke aktivnosti. Imajo tudi prazgodovinsko naselje, ki se lahko mogoče tam vključiš kot kak igralec. Imajo tudi različne pohode, kakšne drugačne aktivnosti. Čez celo leto se aktivnosti dogajajo. Res, da so zdaj bolj skoncentrirane v tem občinskem prazniku, ki en mesec traja, ampak se vedno nekaj najde. Povejte, zakaj ste se odločili, da sodelujete v folklorni skupini Razkrižje? Odločila sem se zato, ker želim, da se ohranja kulturna dediščina, da se ljudsko izročilo prenaša naprej na mlajše in da to ohranjamo, poustvarjamo. Zaradi tega ste verjetno tudi ustanovili folklorno skupino na osnovni šoli Razkrižje. Ja, tako je, ker v naši odrasli folklorni skupini Podmladka ni. Dolga leta na osnovni šoli ni bilo otroške folklore, zato sem tudi dala pobudo, ker sem se tam zaposlila, pa sem želela, da se ustanovi. Pa je interes pri otrocih? Ja, radi pridejo. Kaj je tisto, recimo, kar jih najbolj veseli? Takšna sproščena dejavnost je, poja se, pleše, igramo se igrice, ki so se igrali nekoč. To seveda otrokom ni znano več, te igrice so šle v pozabo, ampak jih obujamo počasi. Kaj pa vam, kaj je tisto, kar je razen ohranjanja kulturne dediščine, kaj je tisto, kar vas ohranja tu v folklorni skupini? Druženje z mladimi, to predvsem, da se družimo, da se imamo fajn. Koliko časa ste že vključeni v zbor Pole poje? Vključena sem približno 10 let. Prej sem hodila v glasbeno šolo tudi 6 let, potem pa sem se odločila, da bom nadaljevala z petjem v pevskem zboru in to v domačem kraju. Ustanovili smo ga 2002. leta. Sicer smo imeli en manjši premor vmes, ker smo to večinoma mlajše punce, ki so včasih tudi noseče, pa tako na porodniških in včasih nam ni šlo skozi z vajami, ampak je bil kratek premor, smo se znova skupaj dobile, ker uživamo v tem.
sama obiskujem tudi folklorno skupino Razkriško, ki tudi obstaja že 35 let, letos imamo obletnico. Drugače, kot rečeno, ženski pevski zbor Pole poje, imamo tudi cerkveni zbor, ki je zelo znan, tudi mladinski cerkveni zbor je, potem nogomet se je zdaj znova obudil, na Razkrižju mladi igrajo, fantje, gasilci mladi so tudi. Je kaj, kar mladi mogoče pogrešate na Razkrižju, da bi bilo kaj več, kar ne vem? Mogoče kdo kaj pogreša, meni pa je to nekako zaenkrat dovolj, zato ker pred kratkim sem končala študij, zdaj iščem zaposlitev, imam 2 te dodatne dejavnosti, folkloro in petje, pa mi je to recimo dovoljno. Tako da mladi na Razkrižju, če želijo, si lahko najdejo? Jaz mislim, da se lahko, ja. Eden izmed novo nastalih klubov je nogometni klub Teleink Razkrižje, ki je združil in povezal mlade športnike. Delujemo že 1 leto oziroma zdaj 1. leto za nami. Zato smo se odločili zaradi tega, ker nas je pač veliko mladih v naši občini, ki igramo radi nogomet. In nismo imeli nobenega športnega društva oziroma nobeden šport ni bil aktiven doslej v naši občini zdaj zadnjih par let in na podlagi tega smo se pač odločili, da združimo mladost in izkušnje, pa smo pač naredili nogometni klub, da se družimo, da se lahko poveselimo. Letos smo tekmovali v Pomurski ligi malega nogometa na travi, to je pod Soboško nogometno zvezo smo to tekmovali. Izmed 13 ekip smo dosegli zelo solidno 4. mesto. Za prvo sezono smo bili z rezultati kar zadovoljni. Tudi publika je na naši strani, imamo mislim, da največ obiskovalcev v tej ligi, tako da smo zelo zadovoljni in zelo pozitivno gledamo v prihodnost. Sploh ni bilo problema sestaviti moštvo, ker tu res ljudje živijo za nogomet in sploh ni bil problem sestaviti ekipo. Tudi par mladih se bo priključilo v novo sezono, tako da s tem res nimamo težav. Je pa nogometni klub že prej obstajal? Ja, nogometni klub je že prej obstajal, se je igralo na asfaltu, v asfaltni ligi. Tudi imeli smo že v naši občini drugoligaša, Marinci so svoj čas igrali v drugi nogometni ligi v Vzhod in se tudi tam dobro odrezali in tudi ti igralci, ki so igrali takrat v drugi nogometni ligi, so naši mentori, nam pomagajo, skupaj treniramo, da se od njih učimo, da bomo potem še lahko boljši. Oni so igrali tista svoja najboljša leta, oziroma to druga liga veka odgovornost. Če hočeš biti dober, moraš dosta trenirati in kombinacija trening, služba, družina. Mi smo sposobni za marsikaj več mogoče, ampak nam je važno, da se družimo in da smo skupaj kot ekipa. To je tisto, kar je na prvem mestu. Na kakšen način občina Razkrižje pomaga oziroma spodbuja delovanje mladih? Morda bi poudaril, da na nekoliko specifičen način, dolgoročno naravnan. Omenil bi mogoče samo nekaj primerov. Prvi je gotovo privabljanje mladih družin v to obmejno občino, da bi zaustavili 4 desetletja trajajoče padanje števila prebivalcev, in to smo pred leti napravili. Prišli so mladi iz različnih delov Slovenije in so dobili pod zelo ugodnimi pogoji gradbene parcele, pa tudi niso plačevali komunalnega prispevka. To moram reči, da je zelo dobro uspelo, vendar zakonodaja nam sedaj naprej tega ne omogoča, pa bi rad, da bi to bilo, ker to je edina rešitev, da bomo v te kraje dobili mlade ljudi. Potem drug takšen primer, ker je morda malce nenavaden, je občina v sodelovanju z nosilcem projekta Škofijsko Karitas Murska Sobota namenila 8-hektarsko posestvo, starejšo hišo in tudi 8 hektarov zemlje, gospodarsko poslopje, in smo začeli uresničevati en socialno-varstveni program, imenovan Domačija, na katerem svoje mesto dobijo mladi ljudje, ki so izgubili stik z realnostjo, ki so izgubili službe, so pustili šolanje, so prišli v konflikt z starši, z okoljem. Skratka, da se tu nekako, da pridobijo delovne navade, da nekako ponovno zaživijo in dobijo voljo do življenja. Res je,
program se počasi razvija, kajti zaenkrat tudi ni državnih sredstev, ampak z majhnimi koraki se je kar veliko na tem programu napravilo. Potem tisti takšen nadaljne aktivnosti, kjer so vključeni mladi ljudje in še to ranljive skupine, je velika podpora rejništvu v tej občini. Ne da imamo kar precej zelo uglednih, v slovenskem merilu uglednih rejniških družin. Vsako leto v sodelovanju z Rejniškim društvom Slovenije pomagamo organizirati srečanje rejniških družin v okviru tega rejniškega društva in tudi damo potem vso tisto logistično podporo od šotora, kar je vse potrebno brezplačno. Res pa moram povedati, da poleg drugih rejniških družin je predvsem tista, bi rekel, nosilna rejniška družina, družina Ferlinovih, ki tudi v tej organizaciji sodeluje. To je nekaj tisti sedaj takih, bi rekel, ker res pomagamo, ker je otipljiva pomoč mladim. Sicer ostalo, kar je klasika, pa skozi društvene dejavnosti pomagamo, recimo kulturno-umetniškemu društvu, folklorni skupini, potem podmladkom turistično-narodopisnega društva, gasilskega društva. Tudi v zadnjem času so zelo aktivni mladi športniki, namreč lani se je ustanovil na novo nogometni klub Teleink Razkrižje, ki uspešno igra v Pomurski ligi mali nogomet na travi in prav z namenom nekako ustvariti pogoje za to dejavnost na športnem področju je občina tudi zagotovila v proračunu za 2014 10 000 evrov, da se ti športni objekti uredijo. In to je nekaj tistih, bi rekel, najbolj bistvenih aktivnosti in načinov, na kak način spodbujamo mlade ljudi na različnih področjih. Pa so mladi še vpeti v domače okolje, se po končanem študiju vračajo nazaj? Glejte, ta bojazen oziroma ta žalost, bom rekel, da se ne morejo vračati, ker enostavno v Pomurju ni zaposlitev in kdor pričakuje, da bi v Razkrižju bilo toliko zaposlitev, da bi se lahko vsi vračali, je to nemogoče pričakovati. Dokler se nekako razmere v tej pokrajini pomurske ne bodo izboljšale, bodo žal iz celotne pokrajine, ne samo iz Razkrižja, mladi odhajali, ampak moram pa reči, da imajo veliko željo, da bi se vračali. Saj mi se zavedamo, da mi ne moremo v Razkrižju ustvarjati pogojev, da bi vsi bili tukaj zaposleni, ampak v teh centrih naših, bližnjih, v Ljutomeru, v Lendavi, v Murski Soboti, tudi če hočete v Ormožu, skratka, bi si želeli res, da bi se ta gospodarska situacija izboljšala in da bi ti ljudje potem lahko ostali v teh domačih okoljih. Ker ni važno, kje so zaposleni, samo da imajo od doma nekje blizu zaposlitev, da bi se lahko vsak dan vračali. No in nekaj takšnih je, moram reči, da tudi do Maribora hodijo naši mladi ljudje, izobraženi in živijo tu, imajo tudi željo tu ostati in ti se pa, moram reči, kar dejavno še vključujejo, so pravzaprav nosilci kulture, športa in teh različnih dejavnosti, tudi k gasilstvu se vključujejo mnogi mladi, v turistično društvo. Tisto, kar pa jih jaz sam želim spodbujati in moram reči, ker meni več ni treba, da se borim za kakršnekoli funkcije, da se bodo morali tudi upeti v to lokalno življenje, da se bodo morali dati voliti in biti izvoljeni, kajti so takšni mladi ljudje, če bodo hoteli od tistih svojih interesi imeti večjo besedo. Moram reči, da je v preteklosti že bilo nekaj najmlajših izvoljenih v te organe lokalne skupnosti in sem prepričan, da bo tudi v prihodnje. Morda zdaj v tem mandatu zelo mladih ravno ni, so pa v prejšnjih obdobjih bili tudi kar zelo mladi, od glasbenikov, športnikov in tak naprej. In če bodo želeli imeti svoj vpliv, bodo morali tudi v prihodnje sedati. Saj ni treba, da so strankarsko aktivni. Zakonodaja in omogoča kot neodvisni kandidati, da lahko kandidirajo v te organe. Mladi v občini Razkrižje se znajo povezati med seboj in ustvarjati presežke, ki jih velikokrat občudujemo. So aktivni in delovni, včasih preskromni in zadržani pri predstavitvi svojih dosežkov, ki bi jih veljalo izpostaviti.